Drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke, poslušalci našega YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma, lepo pozdravljeni, ponovno sem z vami Peter Mikša, pred nami pa je nova epizoda iz serije Stebri slovenskega alpinizma. Verjamem, da to že dobro veste, torej veste, zakaj se gre v tej seriji pogovorov, torej pogovori z osebnostmi, ki so s svojimi dosežki, predanostjo in življenjem v gorah zaznamovali slovenski alpinistični prostor. Tokrat sem na prav posebnem mestu nad Rimskimi Toplicami, in sicer na pobočjih Stražnika, Kincla in Kopitnika, in sicer v domačem okolju tokratnega sogovornika Jožeta Zupana Juša. Lepo pozdravljen, Jože. Živijo. Juš. Jože je naši plezalni javnosti dobro poznan kot alpinist, ki je v navezi s Frančkom, knezom, soustvarjal pomembno obdobje slovenske alpinistične zgodovine. Skupaj z njim in drugimi soplezalci je splezal vrsto prvenstvenih smeri, med njimi steber Franca Jožefa. V Triglavu strašno mi je všeč ta kombinacija oziroma igra imena, ne govorimo o našem nekdanjem cesarju, ampak o imenih prvih avtorjev, torej Frančka Kneza in Jožeta Zupana. Pa potem orlovsko smer v Golarjevi peči in še številne druge, o katerih bomo danes govorili. Sam izpostavlja predvsem prve zimske ponovitve obraza Sfinge v Triglavu, Herletove smeri v Ojstrici, potem imamo Modec Režek v Štajerski Rinki in tako naprej. V Zahodnih Alpah ponovitev ameriške smeri v Druju, v Himalaji prvenstveni vzpon v južni steni Gauri Šankarja, ter v Andih ponovitev francoske smeri v južni steni Huascaran Sur. Kako izjemen plezalec je bil Jože Zupan Juš, je že leta 1979 zapisal legendarni celjski alpinist Ciril Debeljak, Cic v, lahko rečemo, celjski številki planinskega vestnika tistega leta, torej leta 1979, ob objavi odmevnih vzponov članov AO Celje Matica, torej lahko rečemo članov Cicovega odseka. In sicer je zapisal: k člankom Frančka Kneza in Jožeta Zupana, v katerih opisujeta vzpon v italijansko-ameriški in francoski smeri v Huascaranu, pripomnjam, bralec bo ob teh prispevkih dobil občutek, da sta plezalca nekje v Savinjskih Alpah ali Julicah in plezata povprečno oceno 4. težavnostne stopnje. Nisem popravljal njunega pisanja, ker sta pač sokala pero v svojem stilu, v stilu velikih plezalcev, ki plezanje in steno opisujejo tako, kot jo doživljajo. Prav ta plezalca sta v zadnjih letih ubrala svojo, povsem novo pot v alpinizmu. Oba imata izredne kvalitete, saj vzpon v francoski kot ameriško-italijanski smeri ocenjujeta kot povsem normalen vzpon, brez vsakega izjemnega tveganja ali skrajnosti. V tem smislu moramo prebirati tudi vse, kar v pisani besedi daje od sebe ta izjemna plezalska naveza. Tako Cic. Jože je bil najbolj aktiven v drugi polovici 70. let in v prvi polovici 80. let, lahko rečemo v tej znani zlati dobi slovenskega alpinizma. Vrhunske vzpone je nizal tako doma kot v tujini, bil pa je tudi član pomembnih himalajskih odprav, med njima sta vsekakor Everest 79. leta in Dhaulagiri 81. leta. Poseben pečat je pustil tudi kot športni pedagog in mentor številnim mladim v Laškem, ker je s svojim delom širil vrednote športa in gibanja nasploh. A Jože ni bil le plezalec, je tudi avtor pesniške zbirke Tukaj, tam onkraj, v kateri je v verzih ujel hrepenenje, spomine in misli, ki jih je oblikovalo njegovo življenje v gorah. V današnjem pogovoru bomo torej spoznali njegovo pot od otroštva
nad Rimskimi toplicami, preko najzahtevnejših sten vse do Himalaje in tudi pesniških zapisov, ki kažejo njegovo občutljivo notranjo dimenzijo. Torej, prisluhnimo zgodbi Jožeta Zupana, Juša, enega izmed tistih, ki so svojo potjo pomembno zaznamovali slovenski alpinizem. Še enkrat, Juš, lepo pozdravljen, hvala, da me gostiš tukaj pri sebi v tem močnem okolju, ki je na nek način zaznamovalo tvojo življenjsko, predvsem pa seveda v našem kontekstu plezalno pot. Torej, začnimo s prvim vprašanjem, klasičnim, kronološkim. Kdaj in zakaj si pravzaprav začel s plezanjem? Torej, te je k temu potegnilo domače okolje, prijatelji, šola, alpinistični klub, torej kako, v kakšnem času in si začel plezati? Tako kot se vse stvari v življenju naredijo, je v bistvu odvisno od več dejavnikov, ki jih pravzaprav ne moremo ugotoviti, kateri so tisti najbolj odločilni. Sam pri nas v Rimskih Toplicah je bilo planinsko oziroma gorniško vzdušje in ta duh kar na visokem nivoju. Bilo je kar nekaj ljudi, ki so se ukvarjali z planinstvom, precej so hodili v hribe za tiste čase in tudi poznali so dejavnost od alpinizma. Takrat je bil alpinizem že v bistvu ni še bil ravno razvit, ampak z veliko hitrostjo se je začel razvijati tam v 60-ih letih. In tudi moj oče in njegov prijatelj, pavčnik Leopold, sta nekako nista bila ravno aktivna, ampak sta kar sledila tem alpinističnim dejanjem, ki so se takrat dogajali. Tako da nekako je ta duh bil kar prisoten pri nas doma, predvsem tudi tako oče veliko bral in pa tudi iz medijev se je marsikaj izvedlo takrat, čeprav zdaj mislimo, da tega ni bilo, ampak izhajajo je revija Tovariš, kjer so bile kar pogosto kakšne reportaže, objave in tako naprej. Jaz se spomnim, da smo tu v delu prvič videli, da obstaja ena stena svinga v severni steni. Bila je krasna fotografija. Takrat je bil Ante Mahkota, mislim, glavni urednik dela in je seveda mogoče tudi po tej plati se dal malo več poudarka na alpinizmu. Je bila, takrat mogoče je bila celo splezana zadnja smer v svingi med tremi, ne vem natančno, ampak v glavnem bile so zarisane vse tri smeri, Kuhnavrt, Drašler, potem Obraz in pa Ras. In to je bilo nekaj nepojmljivega, smer čez svingo Obraz. In potem, ko je bilo, se imenovalo Obraz svinge, pa svinga, to nas je v bistvu prevzel, že ta imena. Tako da v bistvu smo takrat kar sledili, precej sledili v Rimskih Toplicah pač te dejavnosti. In zame pa je bilo prvi stik ali pa prvo zavedanje in pa ta radovednost se je začela, ko smo bili tam 63. leta približno na predavanju, ki ga je imel Ciril Debeljak, ki je bil kasneje moj mentor na alpinističnem odseku. Prva jugoslovanska odprava, Jaho so se takrat imenovali odprave, v Hindukuš. To je bila ta legendarna četa teh fantov, povojnih alpinistov, in je imel v Rimskih Toplicah v dvorani predavanje in takrat so šli z ladjo. To je prva odprava, to je ta zgodba prve odprave, tako, na Trisul. Trisul. Ja, 60. Ja, tako. Aha, in ti si že 63. leta poslušal to o tem. Mi smo Cica poslušali in smo ga gledali kot z drugega sveta. Ob temu, da je bil takrat Cic za ta naš štajerski konc, pa tudi slovenski prostor, eden najbolj dejavnih in pa tudi vizionarjev, plezal prvenstvene smeri. Prvo smer je plezal 6+ v Decu,
Tako da je takrat nekako, Cic je takrat predaval in nas je to prevzelo. Sicer niti nismo vedeli, da to spada v alpinizem, to je bila takšna zgodba kot zgodba z drugega sveta. Ne? Te rikše, seveda, takrat je bila Indija še veliko bolj odzadaj, kot je zdaj. Ne? In potem to plezanje v snegu, ledu, in takrat smo s Frančkom rekla, mislim, nekaj časa smo se tem ukvarjali, neverjetno, ne? Tiste otroške sanje, potem niti si ne drzneš pomisliti, da bi daj to delo, ampak je pustil pečat. Kdaj si, torej časovno leto, kdaj si šel v šolo alpinistično? Plezal si že prej, ampak se bo... Leta 72. 72 si šel... Sem se vpisal. Na alpinistično šolo. Tako. Kdo so bili pa tvoji, torej, si že takrat plezal ali si že plezal prej in kdo so bili tvoji prvi soplezalci? Plezati smo s Frančkom začela že pred alpinistično šolo. Ašman Janez Jeti je bil po mami doma iz Rimskih Toplic in je takrat že plezel na odseku in je na počitnice vedno privlekel štrik, pa železne oponke, pa kakšen klin, in smo začeli te hribe raziskovati z vrvjo. Še prej smo pa s Frančkom plezali po teh stolpih, po teh koncih brez vrvi. Torej, s Frančkom ste se poznala že od prej? Od rojstva. No. Tako da zajetjem, bil je pa iz Rimskih Toplic Brane Gračner že na odseku pred nami in je nekako, ne ravno mentor, ampak imel je nekaj več izkušenj, tako da smo z njim začeli vstopati v ta svet, prve korake delati v hribih. Torej, prva bolj konkretna plezarija pa je bila vezana na Frančka, torej Frančka Kneza. Midva smo prva leta, vsaj kar se mene tiče, večinoma smeri z njim splezal. Te težke prvenstvene je on vedno plezal prvi, ker ni imel potrpljenja me gledati. Recimo, jaz sem bil, bi rekel, zastopno pod njim v plezariji, tudi mogoče malo manj ambiciozen, tako da sva se tako dogovorila, da sva delovala kot naveza, super. Zelo dobro. Pred težkimi vzponi sta pa v bistvu že odkrivala te skale tule okrog, torej na Kopitniku, Stražniku. Prej sma jih šla malo pogledat. Koliko ste bili pa stari, ko ste poplezavali po teh skalcah tu? 12, 13, 14 let. Ja, tu smo poleti, mi smo hodili bosi, ne toliko zaradi neke revščine, ampak bolj je bil to pol trend. Tisti, ko si upa na makadamski cesti bos šprintati 100 metrov, je bil indijanc. To je bil tekunze. In smo pa tudi veliko bosi plezali. Bosi ste plezali na začetku? Bosi, ja. Seveda ne neke vrhunske vzpone, ampak ponekod je bilo kar treba se držati in stopiti. Potem smo plezali tudi v Škornjih, Bata Škornji so bili takrat trend. Marka. In se kdaj naredil, da se ti je v kakšni poči Bata Škorn zagozdil, pa seveda v tisti plezariji, ki je bila na robu paca, si pač nogo mogel ven vzeti, Škornji so bili zmeri malo večji, nogo ven in si potem z eno boso nogo splezal na vrh in pa je bilo treba Škornje reševati. Reševanje Škornja je bilo pa po 14 dni zbadanja in šal na tvoj račun, ki imaš pa Škorn, ki si Škorn pustil. Torej imate tule okrog po teh skalah kar nekaj prvenstvenih smeri že neopisanih ali kak že. Veliko je. Ja, tako kot je imel Pavle Kozjek, je vedno imel eno tisto polovično, tisto nad svojo hišo v Mačkovem grabnu. Ampak gremo nazaj na tvojo zgodbo. Si imel na začetku, že ko si začenjal, torej ko si prišel, ne omenjal si Cica, kako si ga gledal, ampak si imel kakšne vzornike, ko si prišel, so se ti zdeli, kateri še posebej taki asi, eminentni? Herman Bull. Herman Bull, pa tudi nekaj časa Harer,
ampak Hararja sem tudi dosti bral in tako naprej, mi je pa zginil iz tega zornega kota mojega gledanja na alpinizem. Je pa Hermann Bull definitivno prvi, pa lahko rečem zadnji, tisti, kar bi rad bil. Domače plezalce ste poznali, torej omenil si, da ste spremljali dogajanje, odprave in tako naprej. Absolutno. Vse. Takrat je bil, recimo, moram omeniti, leta 68, ko so plezali prvi zimski vzpon v Čopovem stebru, Aleš Šrauf pa Tonač, smo v šoli, oni so bili 11 dni v steni, to je bilo nepojmljivo za tiste čase, s to opremo in tako se reče, zdaj support in tako naprej, odrezani od vsega, ampak to je Radio Slovenija je poročal iz vrat, iz Kredarice in tako naprej, skozi je bila veza. In zjutraj pred šolo, oziroma ko se je ura začela, so učitelji pa učenci najprej predebatirali to, kje so, kaj je in tako naprej. Takrat sem slišal za Čopa, za Triglavsko steno, pa za te 3 legendarne alpiniste. In seveda to nas je navdihvalo do skrajnosti takrat. Zanimiva tole zgodba, nisem vedel za tem tako, da ste spremljali ta vzpon. Cela Slovenija. Bravo. Ko si plezal, torej prva leta, ko ste začenjali, rečemo od tega obdobja z bata čevlji naprej, ne? Kako plezalno opremo pa ste uporabljali, plezalnega pas, čelada, to je že bilo? Ja, pasovi so se takrat začeli, Kasin, pas, kar precej nevaren, ni bilo dobro viseti v njemu, ampak veliko boljše kot kar direkt na telo vrv navezati. Plezalniki se še niso takrat pojavili, v gojzarjih smo plezali. Moram tudi to povedati, bila je nekako predpisana noša. Ne? Ti, bog ne dej, Adidas copati so takrat prišli ven in je 3-krat bolj se dal plezati v copatih kot v gojzarjih. Ampak bog ne dej, ne v copatih, tule v hribih, kaj ti pa je, ne? Aha, je še bila ta tradicija. Zelo. Rdeč z okni, gojzer, pumprce, pa srajca zavihane rokave poleti. Katere gojzarje pa ste imeli domače? Alpina, Planika, ali ste tudi kakšne tuje imeli? Kako? Redko, kjer je imel tuje. Ta Koflah je takrat začel super opremo delati, pa tudi ta italijanska oprema. Ampak nekako mi smo imeli takrat v Sloveniji Planika in Alpina, ja, Alpina so delali solidno opremo. Ja. Solidno opremo so delali. Ne, Vibram podplat, sicer ta usnje, ko se je to enkrat zmočil, je bilo tako. Ne. Seveda s to opremo, ko se zdaj pleza, to je neprimerljivo boljša oprema. Ne. In tudi zato na tej podlagi se zdaj neprimerljivo več, mislim, teže smeri pleza, kot smo jih takrat plezali. Kaj pa potem v 80-ih, ko počasi prihajajo plezalke, ti si prevzel še to, ne vem, sredi 80-ih let, si tudi na plezalke, tudi. Ampak ne vmes Adidas čevlji, torej z gojzarjev direkt, ali ste tudi, ker vem, da so plezali tako? Moram povedati bolj za Adidas copate, to je bilo po vojski moje. Se pravi, po 75. letu smo pa te tabuje začeli rušiti na veliko. Ne? Fantje so bili že v Jozemitih, takrat Nejc, pa Dovžan, pa Smole, pa ta generacija, to je bilo tudi nepojmljivo za tiste čase. Mislim, v Jozemitih se je takrat že delala ta zgodba tega prostega plezanja in pa čist drugega pristopa, taga, ne bom rekel hipijovska, ampak popolnoma drug svobodnjaški pristop do plezanja. In potem so pač to objavili, prišli sem in so pripovedovali, predavali in tako naprej. Smo rekli, to je spet en čist nov svet, en nov pogled na to plezanje. Ne? Nova pravila, nova etika, neko ta ameriška svobodomiselnost in tako naprej. In to
neustavljivo je bilo. Potem so Španci začeli prvi delati take visoke plezalnike. Ko smo v Šamonji hodili plezati, smo tam to robo nabavili, ampak to je bilo na hitrcu potem. Tam 77, ko sta bila pa Tomazin pa Bergant v Ameriki, ko sta prva prinesla sem pač ta način ali pa te poglede na plezanje, pa je bilo to neustavljivo. Pa so prišli pa fantje, ko so v bistvu ta alpinizem dali na neko, ne bom rekel tehnico ali pa ne v zgodovino, ampak nov duh je začel. Ja, in eden glavnih, ki je prevzel ta duh, je bil Franček, ne? Knez, ki v bistvu si ti res veliko z njim plezal. Vidva sta bila, ne, kot je že prej Cic v uvodu zapisal, strašna, dobra naveza. Kako se spominjaš v bistvu te vajne povezanosti in tako prijateljsko in alpinistično? Prej si omenil, da je pač on je res bil turbo, ne? Da če je bil težek vzpon za tabo, za vama, si ti rabo nekaj dni počitka, ampak on pa ne, ampak vseeno, kako se spominjaš v bistvu tega obdobja, teh vzponov vajnih? Ja, neustavljiv je bil. Neustavljiv je bil v smislu aktivnosti in pa tudi v smislu načrtovanja oziroma odpirale so se mu, bi rekel, skoraj tak neki vizionarski projekti, ki je naštudiral. On je pogledal sliko, recimo od Ajgarja, ko je potem splezal prvenstveno z Romihom pa Tičem, ali Frešerjem, to ne vem. Frešerjem. Midva smo bila dvakrat prej tam, enkrat smo splezala že kar 400-500 metrov, pa je pol naj zavrnalo vreme, smo se stopila. No, to sem hotel reči. On je vzel sliko Ajgarja, ko je imel noter narisane smeri, jo je dal stran in zamežal, pa je narisal smer. To presežem, to ne pretiravam zdaj. Pa ne sam tu, recimo v Žurasih, ta slovenska, ali kak je imenoval potem, je tudi to vaša prvenstvena, ne? Ja. Je tudi to sliko neparkrat sem pa tja, pa to je rekel Joško, le tole. Mimo grede, ko omenjaš tole slovensko, lepo je Vanja Matijevec takrat rekel, ki je bil zraven, ne? Vi ste bili takrat združena naveza, da je Franček, da ni maral tistega leda, da je plezal s plezalkami po kamnih tistih, ki so bili v ledišču. Ne? Torej, je res bil izrazito, je imel rad skalo. Ne? Ja, to je blazno zanimivo, zdaj, kar si rekel. Jaz se spomnim, ko smo začeli v granitu plezati te kombinacije skala, led, sneg in si prišel en detalj z derezami, potem pa je zmanjkalo snega, zmanjkalo ledu in derezi nisi mogel v nekem težkem detajlu dol dati in smo začeli z derezami, nisi imel kaj drugega, da si v razpoke in na stope z temi špicami. Ne? In smo se pol enkrat menila, ko je tu bil pri meni, da smo mi že takrat izumili dry tooling. Kako to misliš? Joško, pol smeri si moral z derezami plezati po skali. Ne? Isto, ko si imel cepin pa bajlo, pa potem to iz roko v roke, bajlo v razpoku, si samo navrl, zasuknil in si se, v bistvu je to zdaj en dry tooling. No. Ja, današnja verzija dry toolinga je naravni ta v bistvu prehod, ne, ste imeli že takrat. Torej, ja. Ste vedeli takrat, ne? Torej, Franček, ti, ko ste plezali, ko ste uživali v vsem tem, ko ste živeli to, da navdihujete, da boste s tem navdihovali nove generacije, ali pač je to bilo navadno, normalno plezanje kot plezanje? Je bilo pa tako na začetku vse skupaj, kar smo plezali,
eno samo navdušenje, taka otroškost, igra, zafrkancija, nekaj novega se je dogajalo. Potem, ko smo nekam šli, recimo to je pričakovanje dogodivščine, nečesa, a veš, greš v svet, se bo naredil to pa to je bilo navdušenje na velikem nivoju. In tudi tako smo se včasih, s Frančko je bilo na začetku prva leta veliko smeha, veliko take zafrkancije, take čist naše domače, z Ogeč. Ogeče so ta vas, kjer smo midva živela s Frančkom, takih preprostih anekdot, pa kakih šal in tako naprej, to je bilo skozi in smeh. Tudi takrat, ko je bilo kdaj kar napet, pa to smo znala s kako šalo to rešiti in se pohecati in je bilo fajn. Tudi je Franček, ko smo šli na Everest, smo pila neko vodo iz pašnikov, iz nekih štal je tekla ven, ko smo na pristopu do baze in je Franček dobil strašen, je zbolel in vročino in drisko in tak je čisti ušuhnel. Pa smo pol, ko je šel ven bruhat, sem šel z njim, pa sem tako, tak je bil bogi, da sem mu mogel glavo držati, ko je bruhal, da mu ni v tist prah noter padla pa to. Pa tako v zajbanci rekel, ne, kljub temu, da je bil tak čist bogi, je rekel, Joško, daj, pejt pogleda, daj mama kak cuk za domov. Dej pogled, kdaj kak cuk za domov. Ja, tule zdaj poslušam Joško, ampak si pa tudi Juš. Odkje ja, zdaj ta Juš? Juš je pa zakrivil ta nadimek, moj brat, ko smo šli na, to pa zdaj ne vem, v Ande ali na Everest, sem imel doma sod. Takrat je bilo, plastični sod je bil v bistvu na mest nahrbtnikov, oziroma na mest kontejnerja in tako naprej, in si imel svojo opremo noter in si je pa vsak napisal gor ime, da se je videl tam med tisto množico sodo. Jaz sem napisal Jože, pa brat pride, brat je pa strašno rad kakšne nadimke dal, ampak take, da si bil jezen. Meni so dali tle ime Juzl, Juzl je bil tak kmečk za Jožeta, Juzl ali pa Juš je bilo pa še huj. Juš je bil pa ta Juš Kozak, pa to, pa sem gledal sliko, pa dej, in mi napiše na sod s flomastrom Juš, pa so pa to videli in je to ostalo. Seveda, tako. Ja, ker vem, da mislim, ko se pogovarjamo okrog si Juš, ne. On je pa, Franček pa ni maru to preveč, ampak mi je govoril Jošk. Jošk je bil pa zopet po domače Jože. Ne. In tudi smo plezala enkrat, ne vem točno kje, je bilo kar precej navaren in detalj, pa je Franček rekel, Jošk, zdaj pa fajn varuj. Sem rekel, kjer Jošk, levi ali desen? Je rekel, veš koga, oba ne bo ta dašt. Če ga boš tako sral, v takem smislu. Ja. Veliko sta preplezala skupaj, pa ti nasplošno. Kje si se pa najboljše počutil, zdaj, če pogledamo skala, led, sneg, zima, ne vem, granit, dolomit, Himalaja. Kje si se najbolj počutil fajn? Zima. Zimski vzponi. Zima, Himalaja, pa pri nas zima. Včasih, ko so bile te fajne zime, recimo je nad Okrešljem, ko je zapadel sneg, recimo novembra, oktobra, je tu neki plasti ena na drugo se nabrali in to je zmrznalo in to je bilo mogoče plezati smeri, recimo vzhodna, Igličev tudi mogoče, ampak te trojke, štirke, brez varovanja, zalito je bilo. Cepin, Bajlo, Dereze in to smo včasih po tri smeri na dan splezali. Po enih se stopali, se spomnim z Zacom Pepevnikom, s katerim sem tudi v Andih plezal, v Skaram, pa potem v Gavriš, kar smo bila naveza. Smo tudi,
Šale Green po Čadovi dol, potem vzhodno in to smo se v bistvu neko veliko igrišče smo si najdli in smo prepevali in se veselili in plezali. To je bilo tudi takrat poln. Vem, da je bil tudi Franček, ne vem, 6-7 smeri splezal. Zimo sem imel zelo rad, nekako to kombinacijo. Tudi težke zimske si naredil, ne? Prej smo omenjali, prej si povedal, kako te je zaznamovala slika svinge, obraza svinge in prva zimska, ne, ponovitev čez je pol sledila svoje strani, ampak prišla je pa tudi Himalaja. 79. leta si v največji vseh časov odprav jugoslovanski, mislim res, je član mega odprave Everest 79. Kak si prišel v ekipo? Kak je bil postopek? Torej, bila je kandidatura, izbor in tako naprej, ne? To je bilo kar, mislim, da je bilo 2 leti. 2 leti je bilo te selekcije, potem se to prav neke točke so bile, mislim, da je bilo kar dosti pošteno narejen. Tako da nas je, mislim, da je bila prva kandidatura, je bila tam 70 ljudi. Ja. Potem pa je to vsako leto, na pol leta se to selekcionirali in jaz mislim, da sem prišel na tej podlagi, ker smo takrat eno leto prej bili v Andih in nam je kar dobro uspel, takrat celjski odsek je bil brez izkušenj. Mi s Frančkom smo sicer zelo veliko plezali v centralnih Alpah takrat in nam je lepo uspelo v Skarani in še par 6000 pristope, tako da je to bilo zelo pomembno takrat. S kom si pa deloval na gori, potem v kateri navezi si bil? Ja, Franček, Pačulk in Lesjak, oba žal pokojna že. Aha, torej vaša ta celsko-štajerska ekipa, ja. So splezali desno francosko v južni steni v Skarana, potem so šli domov v Zebelso, mi smo pa potem Pepevnik Acov pa Črepinšek Janez smo pa potem levo francosko. Takrat smo že tako nekako mislili, da bomo šli domov, ampak bi mi ostali brez vzpona in smo potem dolg časa smo bili. Kaj pa potem na odpravi na Everest? S kom si bil v ekipah na gori? Kako visoko si prišel, na primer? Tu sem pa prišel tam na 9700. 7900, ja. 7900. Nisem imel stalnega soplezalca. Bil sem dvakrat sem bil skupaj v teti četi Mariona, pa ne vem, kdo je še bil z njim. Potem sem šel dol, malo višinca sem dobil, malo višinske bolezni, 2 dni. Potem sem šel zopet gor, sem tovore nesel. V glavnem nisem imel enega, s katerim bi delovala tako, da... Kako si se pa počutil drugače na gori? V redu, solidno. Dobro, ampak pol je prišla ta nesreča z Angfujem, ne, in je odprava bila prekinjena oziroma končana, ni bilo več možnost novih. Ne? Jaz sem imel potem možnost, v bistvu, ko še noben ni bil na vrhu. Sem bil z Andrejčičem, Zvone Andrejčič je bil. Eni 4 smo bili tu v zadnjem, mislim, v 4, smo imeli možnost iti na 5, potem pa precej slab vreme je bil, mrzl, pihal, malo snežil in smo šli proti 5 in nekako Zvone je kar hmalu odnehal, jaz sem sam ostal, šerpe so nesli tovore, sem mislil, da bi za njimi šel, so bili hitrejši od mene in sem nekako odnehal. Mogoče, če bi imel enega soplezalca, bi bilo drugače. Bil si pa potem čez 2 leta na odpravi na Daulagiri. Prvo pomladi prej je bila odprava že na Lotse. Nisi kandidiral na Konaverjevo odpravo. Kako si prišel v Štraufovo? Ne, nisem kandidiral. Takrat sem
imel, da sem zaposlil na šoli, da bom dobil službo in nekako nisem imel v računici. Potem pa je Šrauf naredil ta Dologiri in so mu manjkali ljudje. Ne. Je pa takrat Šrauf na Dologiri povabil te plezalce, ki so izpadli z Everesta, ki so bili tik pred tem. To je bil pa Emil, Rok Kolar, odličen koroški alpinist. Potem Sabolek je bil iz te ljubljanske skalne plezarije, izredno dober, tak naturščik čisti. Potem pa Cene Berčič pa jaz. Mene pa potem, še takrat, če ni bilo mobitelov, so se kar pisale te dopisnice. Pozdravljeni, v šali bi ti slučajno šel z mano na Dologiri. To je Šrauf ti poslal. Ja. Sam to je napisal, ali bi ti slučajno šel z mano na Dologiri. Bentiš Dologiri. Pa nisem se takoj odločil. Ne. Pa sem malo tukaj v službi vprašal, ja, se smo vedeli, ne, da bo problem s tabo, ne, hodiš okoli, pa bo težko dobiti nadomestila, mislim, nadomeščanje pa to. Pa so mi pa to na Šraufu povedal, pa so uredili mi tako, da sem šel. Bila je pa to popolna taka, čista pustolovščina je bila. Čista taka pustolovščina, dogodivščina in je tudi Šrauf nekako načrtno tako naredil. Nismo šli tukaj iz Tukčeja, iz te doline. Vas Tukče je potem izhodišče za vzhodno bazo po Dologiri in tukaj bi lahko prišli pod južno steno, čez en greben, ampak Šrauf tega ni hotel. Smo šli po enem kanjonu, ena reka je bila, kjer smo morali mostove delati, podirati drevesa čez in to nas je kar za en teden se nam je zamudilo vse skupaj. Hvala Bogu, da je bil potem monsum čez 2 dni, ko smo bili v bazi, je pa monsum odnesel vse te mostove, vse po trgu, ogromne poplave so bile. Če bi mi bili takrat v tem času v kanjonu noter, Bog ve, kaj bi bilo. Pa že tak ste imeli težek prehod. Še rešil si enega nosača, Emil opisuje, kako si ga zadnji hip prijel, v bistvu, da vrvi so pa odplavale in pol so se samo delčki še našli. Ja. In potem ste prišli v bazo, zmenili se kako, torej Šrauf je kak delegiral, kak bojo naveze in prva ekipa je šla takrat v steno. Takrat še nič, mi smo šli na aklimatizacijo na en 6000-čak, malo poceden, ne spomnim se, kako se mu reče, vizavi Dologirja, tako da smo se gledali z Dologirjem čistko steno, tu smo šli za 2-3 dni, to je bila tudi ena taka zelo lepa zgodba, brez nekih obveznosti, hodili smo cel dan, bivakirali, lepo vreme in čudovito je bilo, tako, za moj okus. En tak vzpon in potem nazaj. Potem smo napeli vrvi, tam nekje čez 6000 metrov, pustili fiksne vrvi noter, en šotorček postavili in potem se pa šlo, vreme se pa pokvarilo, ko se je zrihtal, je Šrauf povedal tak pa tak, mi 3 gremo za njimi, 2 dni, oni so šli, vstopili v steno, potem pa je se vreme spremenil, šli smo potem za njimi, Sabolek pa Kolar pa jaz, ampak je Šrauf, ko smo bivakirali v tem šotoru, je Šrauf povedal, da se bo stvar zavlekla in da bo rabo pomoč na oni strani, na vzhodni strani in potem smo šli nazaj, dobro, Sabolek je že prej obrnil, s Kolarjem, Šrauf je rekel, ne se odločimo. Aha, ste bili na vezi, torej še? Smo še bili na vezi, ne se odločimo, ali gremo nazaj, da bomo njim pomagali, ali bomo šla za njimi. Ne. Zdaj pa oni so bili 3, je to bilo dosti počasneje se plezali, no, kot bi mi 2 sama, ampak smo šla nazaj in potem, to je trajalo že
ne spomnim se več natančno, veliko dni, ki so zelo počasni. Ja, 9 dni so se samo spenjali. Ja. Ja. Potem pa gremo z Sabolekom čez ta greben do ledenika, kjer je Šrauf nameraval priditi se stopiti po tem ledeniku. Takrat se je zopet vreme poslabšal in ko smo prišli do ledenika, je zapadlo nekaj snega tudi, se je ta ledenik rušil, to se raki in to se je vse podiralo. To, če bi vstopil, si v 15 minutah te ni. Potem smo poskušali ledeniku plezati po eni steni. Imela smo sicer vrv s sabo, ampak 3-4 kline za varovanje, bilo je pa težko, ne? Bilo je čez 5. In sem mislil, da bi tle vplezel ledenik in prišel tam nekje, ko bi oni se stopali. Tudi ni šlo in potem midva prespiva v šotoru. Drug dan tak, spet se ta ruši ledenik, si slišal, videl, tle ne morejo dol priditi, tle ne bojo dol prišli. Ne? In jaz sem skozi računal na to, da bo v takem vremenu, kot je bil, da bojo koristili fiksne vrvi in šli v francosko bazo, da bojo v francosko bazo se stopili, kar bi bilo veliko lažje. Ampak naslednji dan je pa ledenik zamrznil, je temperatura padla, tako da so lahko čez ledenik prišli, ampak najo ni bilo več tam. Mi da smo vlažili v Tukčeju in smo šla v vzhodno bazo. Aha, vi ste torej še preverjali, kje je zdaj, kaj se dogaja, ja. Kje so, če so sploh še kje. Ja. In tam jih tudi ni bilo, jaz sem bil prepričan, da je konc. In so naslednji dan, ko smo mi bili v vzhodni bazi, midva z Sabolekom, so oni se stopili po nekem čudežu čez ledenik in cena je bil res na robu, v zebu in gotovo. In jih je najdel en nizozemski alpinist, popotnik in jim je pomagal potem dol. To Emil lepo pripoveduje. Ja. In pravi tudi, da si v bistvu ti čisto slučajno potem prišel tam v neko naselje in pol jih zagledaš tam, kak oni, in da si samo padel dol. Jaz pridem iz baze dol in je bil ta checkpost, policija, ko se moraš prijaviti, upisati. Jaz sem povedal, da nimam nobenih dokumentov, nič, kje sem bil, pa kaj delam tam, noben nič vedel in grem jaz naprej, sem bil prepričan, da jih ni več. Ne? In grem naprej in prelaufa en policaj za mano, pa je rekel, wait, poglej, ne, je bil pa opis noter vseh treh v tej knjigi. To je bilo pa že v Tukčeju, je bil ta checkpost, potem sem pa te čevlje višinske sem tam zamenjal za neke copatke kitajske, sem si tiste copatke dal gor, pa sem cel dan sem tekel dol v Kaligandakiju in sem jih ravno videl tam pred eno čajnico, ko so Ceneta devali na konja. Je prišel kar malo do kratkih stikov, takrat, ko niso vedeli, kje sem, da smo jih pustili, ne? Ampak tako sem odreagiral takrat. Če bi počakal 2 dni tam, jaz pa sem mislil, čakal, če ni, ne. 15 dni je vse skupaj trajalo, ja. Taka zgodba, ja, kar grenka. Ja, ampak iz te zgodbe pa je videti, da sta v bistvu z Emilom še vedno precej povezana, ne? Tako je bilo iz pogovora videti. Je to v bistvu ta vest nastala prav na tej odpravi ali se je razvijala potem še kasneje? Se je razvijala, ja, zelo tako. In to sem tudi pozabil omeniti. Mislim, da je prijateljstva pa to vezi med ljudmi so tudi ena pomembna stvar pri gorništvu, alpinizmu, planinstvu in tako naprej. Tako da jaz zdaj v teh letih, ko pomislim na goro, pomislim na človeka ali pa obratno.
ko se spomnim človeka, prijatelja, pomislim na goro. To je takšna lepa povezava v bistvu. Ja, in drži. Bil si pa potem 83. leta na Gavrišankarju. Ja. A je to bila tvoja zadnja odprava? Zadnja, ja. Zadnja. Zakaj pa? V bistvu pol te tudi ni te več konkretno zaslediti pri nekih resnih zadevah. Je to čas pač, ko... Ja, Gavrišankar je bil kar, lahko rečem, ena taka preokretnica. Zdaj naprej, tisto, kar se je naprej delali, potem to je bil boom v Sloveniji. To se je začel alpski stil plezanja v Himalaji. Velikih odprav ni bilo več. Tisto, ko je hotel narediti kaj v tem športnem smislu, oziroma že Everest takrat je bil ena zadnjih ekspedicij v tem stilu. In so takrat že drugi plezali, recimo Al Rose in ostali so solirali 7-8 tisočake pa tako naprej. Poljaki. In to je bilo pa, bi se bilo treba odločiti, zdaj, ali dela to Orang, kar pomeni popolno se predati zadevi ali ne. In potem sem se družino ustvaril, pa služba, pa tako naprej. In je zanimivo pri alpinistih to, da ko enkrat rečeš, zdaj bom pa 2-3 leta, bom pa spet. To ni res. To ni res fizično. Ti si mentalno skozi plezaš, skozi si za hribi. Recimo za hribi si tudi, ko zjutraj vstaneš, pa povohaš zrak. Si s hribi, v bistvu je to ta neka substanca ostane tega vsega skupaj, ne? Pa sonček, pa veter, pa mraz, pa tako naprej. Ampak tisto fizično pa gre. Pa gre tukaj pa ne moreš ti, recimo, težke smeri plezati ali pa velike vzpone delati, to ni enkrat na leto. Ne? To moraš biti skozi v tem občutku, občutenju. Ne? Drugače ne gre. Potem pa, ko grejo leta, v bistvu mentalno ne nehaš plezati, ampak fizično si pa nehal. Ja, je pa na nek način tudi čas za druge stvari in malo si jih že nakazal. Torej, Jože Zupan Juš ni samo alpinist ali pa ni alpinist in še kaj, ampak je tudi pesnik. Ne? Pogovarjal sem se z Danilom Cedilnikom Denom, ki je rekel, plezanje in vse te aktivnosti so tako duševno bogate, da pač moraš to dati ven. Ne? Zato je med temi, med plezalci, gorniki nasplošno toliko ljudi, ki izpovedujejo se, pišejo knjige, pesmi in tako naprej. Ne? In ti vsekakor si našel tudi tu svojo pot. Ne? 2010 si izdal knjigo tukaj, tam, onkraj, to je pesniška zbirka. Kdaj si začutil potrebo v bistvu, ali pa to pot, da ta občutja zapišeš v obliki poezije? Ja, svojega očeta moram omeniti, on je živel z verzi, vsak dan je bil z verzi. Znal je Krst pri Savici na pamet, Soči na pamet, Goetheja, Wanderers nach Lied, ali kako se imenuje ta pesem. Potem je dobro italijansko govoril, tudi božansko komedijo je citiral ene stvari. In on je bil, isto ko je bila jesen, je šel ven, pa je Murna, malo kak vers povedal od Murna. Ko je prišla zima, je eno pesnico od zime zadeklamiral pa to. In jaz sem pa videl v bistvu, tako je Den rekel, to so ene stvari, ki so blazno povezane, pa so, ampak enih začutijo, enih ne začutijo, ne? Ampak so pa, ne? Tako da ne moreš reči, eni pravijo, ja, to jaz ne razumem, ali pa tega ni. Tako ena glasba, ki ni treba, da jo razumeš, ampak jo čutiš. Ne? In potem sem tudi nekako, mi da smo velike s Frančkom, ko smo kje bivakirali, ali pa nismo mogli spati, pa to, on je imel vedno s sabo en nožek, mi rečemo po rimsko, pipč. Takoj, ko je bil kak les, je začel izrezovati noter
kakšne figure, obraze, jaz pa kaj pisati ali pa kaj deklamirati ali pa kakšne take, zmišljeval sem si kakšne take pogrošne verze in tako naprej. In to je skozi delovalo nekako. Franček je pa potem imel kar en tak lep opus umetniški, sicer ne konvencionalen, ampak ogromno je kiparil, rezlal v les in pa iz kamnov delal kipe in tako naprej. Ima eno tako lepo povezavo. Ja, s tvoje strani nastaja še kaj novega? V tem času se je tudi v bistvu precej zgodilo, spremenilo, določeni ljudje so odšli, ne? Tudi tebi, dragi, nastaja kaj mogoče, kakšna nova pesniška? Jaz se trudim, oziroma bi rad kakšne zgodbe spravil skupaj, take, ne ravno, da so v nekih velikih uspehih, ampak bolj take simpatične, neke pustolovske. Se mi zdi, da če dalje bolje vidim, da je neka vrednost vsem skupaj, ena preprostost nekega otroškega pristopa vsem skupaj, neko veselje, neko tako radovednost iskanja ali pa najdeti izziv, da te nekaj izzove, pa da ne popustiš pred tistim. To mislim, da je tak smisel vsega skupaj. Ja, pa pri tebi je še ena pot, ne? Torej ta občutja ali pa občutki, ki si jih imel v hribi, ki si jih dobil, ki jih daješ preko pesmi ven, na nek način si pa dajal to tudi mladini in otrokom preko športa, ne? Vzgajanje v športnem, zdravem duhu, usmeritev, da je to iti v naravo, ne nujno samo plezati, ampak iti v naravo prava in dobra pot, tako za duha in telo, ne? Ja, moja učenca sta bila Bine Simonič, Albin Simonič, pa Zdenko Mraz. Mitja ni bil moj učenec, ampak je zelo veliko smo plezala skupaj, pa v bistvu ne, da sem bil mentor, bolj kot prijatelja, pa potepanja po gorah in tako naprej. Vidim pa, da tudi steno, ki smo jo naredili, umetna stena v Laškem, ena prvih na Štajerskem, ki jo je potem načrtoval Bine Simonič, ki je prišel potem na osnovno šolo kot sodelavec moj, je bil moj učenec in izredno lepo smo se tle ujela in tudi nekako mama lepo vest tu, neko lep občutek. Ja. Zdaj pa čisto za konec, torej klasična ta vprašanja, ki so in so zelo zanimiva, tako za poslušalce kot za mene. Kateri tvoj vzpon, veš številko vseh tvojih priplezanih, si kdaj delal seznam? Okrog 250. Vzponov, koliko imaš prvenstvenih? Zdaj s Frančkom svojih nimam nič, s Frančkom pa 20. 20. Prvenstvenih? V prvenstvenih vzponov. Ja. S Frančkom pa tudi ne vem zdaj natančno. Kateri tvoj vzpon ti osebno največ pomeni? Torej ne nujno kot najtežji dosežek, ampak preprosto, da je nekaj več, neka življenjska izkušnja, ali pa da pač najprej pomisliš na njega. Lahko kakega izpostaviš? Ja, to je pa vzpon na en 6000-čak, pozabil sem, kako se mu reče, nasproti Gavri Šankarja, nasproti stene južne. Na ta hrib smo se uspela po koncu te odprave, ki smo šla raziskovati, oziroma iskati pristop do južne stene z Cankarjem, in smo nad Bedingom, nad vasjo Beding, je ta 6000-čak, kamor smo šla za 3 dni, da bi slikala steno Gavri Šankarja južno. Ker takrat še ni bilo smeri nobene v steni. No in tu smo po celodnevnem gaženju, do pasu je bilo snega, smo prišla zvečer ob zahodu na vrh, bilo je že precej mraz,
zelo minimalno opreme smo imeli s sabo in tle je bila celo morje 6 tisočakov proti Everestu je bilo v zahodu. Ne vem točno, katere hribe smo videli, v glavnem morje 6 tisočakov obsjanih v tem zahodu in tu smo pozabili slikati južno steno Gavrišankar, smo sam sedela tiste pol ure, da je sonce zginilo in po čisti temi nazaj po Gazi. Mislim, da je to bilo eno tako doživetje, ki mi je reklo, ki mi je dalo to, zakaj hodim v hribe, pa zakaj plezam. Potem pa tudi ena taka izkušnja, zelo globoka je bila takrat, ko je padel Angpu, ko se ponesrečil je na to severno stran v razpoki na ledeniku Rongbuk. Malo me tole matra. Ja, se. In je potem Tone Škarja, vodja odprave, je pač določil med, da gremo poiskati, preden grejo šerpe, ne. To je bila v bistvu tudi bolj naša skrb, čeprav takrat je bilo kar eno tako zelo žalostno vzdušje, težko je bilo ljudi skupaj dobiti. V glavnem, jaz sem šel takrat ob 2 zjutraj iz tabora 1 čez zgornji del ledenika, vendar čist do te krajne puči nisem prišel, ker je bilo nevarno. Potem, ko sem šel nazaj, je že skupina šerp prihajala, ki so potem našli truplo, sicer so tam pustili, vzeli so en del, da so naredili ta čorten, kjer so spravili. Ko sem se vračal čez ledenik, se je pa tu na vzhodu začel delati dan v Tibetu. Takih barv nisem nikoli videl, od vijolične, modre, rumene, rdeče. In to sem prvič v življenju videl, pa tudi zadnjič, kako v bistvu dan hitro prihaja. Se je pa videl izredno daleč, od ledenika naprej, tja v Tibet, in je vidno lezla ta svetloba do mene. Lahko rečem, da ko sem to začel opazovati, tam se je videl tudi en del teh ruševin, ko je bil ta ogromen samostan, ki so ga Kitajci podrli. To je bil en največjih budističnih samostanov na robu tega ledenika. No in to potem ta svetloba, ki sem jo prej opisal, leze tako, da je prišla v enih 5 minutah do mene. Everest v zadnji je bil še čist v temi, popolna tema, zvezde, potem pa to neustavljivo, kot bi eno zaveso na odru prestavilo. In potem čez 10 minut je bilo vse v soncu, ko sem šel nazaj. To mi je bila tudi v bistvu eno takih bogatih doživetij v tem mojem času ukvarjanja s hribi. Veliko si preplezal, veliko si splezal, ampak vedno pa ostanejo kakšne neizsanjane želje ali pa nepreplezane stene, ki ne da čakajo, ampak mogoče pa lahko rečeš, da to tam mi ni bila usojena, ali pa to sem si pa vedno želel splezati, pa ni prišla na vrsto. Imaš kako tako izrecno neko željo, ki ni prišla na vrsto? Ja, imam Menlung C, pa Gyatso Kang. Sem imel tako v cilju, da bi to splezal. Zakaj? Kje te je navdušilo? Gledal sem iz Gavrišankarja. Jaz sem iz Gavrišankarja, takrat izredno lepo vreme smo imeli z Acom na vrhu. Je bila cela ta kulisa tja na vzhod, Gyatso Kang, Menlung C, tukaj pa Everest, Makalu, Loce, vsi ti 8 sočaki, to je bilo tako na dlani, tako bi. Zanimivo je to, ne, takrat uspeti ko uspeš v enem vzponu ali pa ko si na vrhu, ni nobene euforije,
ponavadi je tako, da seveda ponavadi je vedno tako, da je treba še se stopiti, imaš še to v podzavesti, ampak vse skupaj je tako preprosto, pa tako domače, da je prav neverjetno. Ne. Jaz sem s Frančkom parkrat, ko smo kam prišli ali pa kje splezala, je vedno se pohecil, pa lej, vse tukaj smo že bila, čeprav smo bila prvič. Tako v takem hecu, lej, koliko je vse preprost. Vse je preprost, pa vse je enostavno. Ne. Vse imamo na dlani, ne, češ. To je taka, v bistvu, gledam alpinizem na ta način, veličina, preprostost spoštovanja neke veličine, pa danost, da si ti v tisti veličini del tega. Zavedati se majhnosti, ampak zavedati se tudi, da si ti del tega. Ne? Da ti je dano plezati, pa da si lahko tam, ne, frajer sem. Za konec, za zadnje vprašanje, lahko izpostaviš, ne vem, par, enega, dva, tri, pa ne enega samo, ampak mogoče 3 plezalce, ki so te naredili, pa mogoče zakaj tako vidiš, ali so zaradi načina plezanja, razmišljanja in tako naprej. Imaš kakšne take, da so te v bistvu tebe naredili? Ja, Herman Bull, tako sem prej rekel. Herman Bull, pa potem sem kar dosti literature bral. Zelo cenim Dena, Sedilnika. Kot cenim tudi Toma Česna pri nas. Zelo. Neki vzornike pa nekako tle boljš, da jih ni, ker moraš neko svojo pot poiskati. Neki po svoji iščeš. Jaz ne morem biti Mesner ali pa ne vem kdo. Ne? Bil nam je pa navdih, pa želja Nejc Zaplotnik vsem. Ne? On je imel tudi eno tako edinstveno pot, pa edinstven pristop, neki tukaj originalen, pa taka oseba, da vsi bi radi bili Nejc Zaplotnik takrat. Ja, ampak zaključimo s to zgodbo, da vsak ne more biti Nejc Zaplotnik ali pa Mesner, ne? Tudi samo en je Jože Zupan Juš in zato naj si vsak najde tisto svojo pot, ki je samo njemu namenjena. Ne? In s tem v bistvu tudi zaključujemo današnji pogovor. Jože, hvala za to, da si vzel čas. Drage gledalke, dragi gledalci, poslušalke, poslušalci, vam pa hvala za pozornost, da ste v bistvu bili z nami še ob eni zgodbi, odlični zgodbi zgodovine slovenskega alpinizma. Kmalu se vidimo, do takrat pa srečno, kot je navadi. Hvala.